1, 2, test. A je to? A dela, zdaj pa dela. Stari. Peter Prevc skvaz delo z mojim majkom. Ej, res moramo eno lutko tlele. Tako, ne rab nič govoriti. Ne. Ne raba nobenega, da govori. Ne. Sam tako zaradi vzdušja, tako, Ja. a veš, da imaš nekaj sam sebe. Kaj zdaj? Nič ti pove, jaz bi na morju. Ja, sem hotel reči, Ti vprašaj. tauho kumare. Veš, sem jih res. Zdaj, moja najljubša igra moje hčerke je, da stavha kumaro in to ni dovolj. Potem čaka v zasedi, pa pride do zadnji, pa mi jo za kopalke. Tako da na to, male radosti. Kaj zdaj? Nič, welcome back. Stari, hvala. Ješ, kam je bilo the best? Se vsem, če tukaj začneva, no? Tako, kot sem prej rekel, ker jaz sedim, je sedel Peter Prevc, ne? Tukaj pa njegov brat Domen. Je In jaz, tako. ko sem bil na morju, sem full komi čakal, da dajo atmosferci nov podcast ven. Tako for real. Ej, jaz moram tudi izkusiti to varianto, da me ni, pa da poslušam podcast, ker, Ja. a veš, jaz ga slišam, ga sestavljam, ga montiram, Ja. in pol ga še objavim in pol ga še enkrat poslušam, pa mi ni žmohta, A ne? ni isto, zato, ker si bil tukaj. Ja. Pa veš, kaj je bilo? Tako da naslednjega boš sam snimal. Se boš Tako, pogovarjal. It's going down, stari. A si nervozen, ker so sam dva. Moje hece, ne? Po v bistvu ne, vsi smo se pogovarjali, gosta raba, ker Ja. Jureta ni. Ja. Pa v bistvu ga sploh ne raba. Pa ne se po moje se lahko kaj pogovarjava, no? A neki bo že najdla. Drugače mi je bilo pa the best. Fajn mi je, da se nisem znal nekako izklopiti, pa sem tudi na morju neke hude avte iskal pa gledal, ampak ni bilo naštatka. Ne. Ne, videl sem unga, ta zelenega GTR-ja, ta hudega, veš, ko sem poslal za stroj dneva, pa ko sem tudi na Instagramu objavil. Pardon. Ampak meni jača zgodba je pa bila, zvečer sem glih ene smeti nesel, pa avto sem hotel preparkirati, to je en dan, preden smo šli domov. In se pripelje nekaj električnega in se je pripeljal en model z EQS-om. Opa. In jaz tako, ok, zdaj pa, veš, mene malo Fairback smatra, pa sem rekel, da jaz jim kar za njim, ker sem se glih v avto sedel. In model je šel na pomol in je vzel ven ribiško palco in je šel ribe loviti. One te mehne. A je bil Robert? Robert, če se nam ne poveš? Ne, nič. Ej, še preden pa res zaštartava, moram se zahvaliti vsem, ki so se naročili na podcast, vsem, ki ste ocenili podcast, ki ste poslušali, ki ste spustili še komentar. Ja. Predvsem se moramo zahvaliti Petrolu. A lahko jaz to povem? Dej povej. Pa ti že prejšnjič, pa bom zdaj jaz. Ne, a veš, ker sem kar dosti razmišljal, zdaj, ker sem bil na dopustu, prav zares sem ful vesel, ker veš, jaz sem malo razmišljal, če bo podcast za laufu, pa bo kdo se oglasil, ki hoče biti sponzor, vse v končni fazi ne moramo mi neke stvari početi pa delati, pa kar sam iz čistega vesela, ker, a veš, to je naša služba, ne? Ja. In pač pri službi moraš daj kakšno plačo to dobiti, pa tako. No, glavno, in sem ful vesel, da je Petrol, zato ker, a veš, ko smo se pogovarjali, da bomo imeli tudi kakšnega gosta njihovega. In jaz sem s tem njihovim, to je po mojem, ali pa najbrž eden največjih, če ne največji strokovnjak za gorivo. Se vem, da zdaj kršim scenarij čist, ampak to sem hotel čisto. Ne, prav. Gospod Silvan Simčič je in on tako vlada te stvari in ko mi čakam, da pride pa da rečemo kakšno. Vse to sem že zanč rekel. No. Je to zdaj že odprto vabilo? Mislim totalno, zato ker to je tako, jaz sem že z njim parkrat delal in to je njegovo življenjsko delo, je gorivo. Ta človek je taka zakladnica znanja. Veš, jaz bi ga rad vprašal tudi kaj, ki bi ga mogoče kdorkoli hotel vprašati. Tudi tista sporna vprašanja. Dej razlož mi. Točno to, da gremo malo tudi mite podirati, ne? Ja. Vsa goriva prihajajo iz enega skladišča. Ja. Kako sploh zgleda pod goriva? Ja. Kaj dodaja not? Ja. Kaj pa če je voda not? A je voda not? Ja. Dodajajo vodo? A na ta drugi pumpi res 80 km več na tank naredi. Ful je vprašanje. Take fore. Ful je vprašanje. No, glavno, jaz sem vesel, da je Petrol podpira atmosferce, da razume ta kontent, ki ga delamo, in sem vesel, da so naš partner in that's it. Ti si zanče nekaj govoril o nekih priznanjih, ki so jih dobili za njihova goriva. Res je. Jaz ne vem, ko se Ne, to je tale najnovejši evropski certifikat. Čak, se sem si celo zapisal, ker je taka kratica. EQTM, to je certifikat, najvišji certifikat kakovosti, pač, ki ga v Evropi lahko dobiš. Jaz sem si črko ta zapomnil, ok. No, the best, ok. Se pravi, ti nič nisi vozil avto, nič pametnega. Sam v luft gledal. Pa ne, jaz sem šel na morje, sem šel z enim Mercedesom, pa sem vmes prešaltil, pa se pol off-air pogovoriva malo več o tem, pa sem pa z Darkotom prišel, kva. Tako da nam rekel, da ni bil izziv to, kar je bilo v kombija, spraviti pa v enega SUV. Sem videl, da si se po Pagu vozil. Ja, stari the best je bilo. Min grede, en
prijatelj mi je predlagal eno cesto, ki je nisem še nikoli odpeljal, pa čeprav ni neka huda skrita, ne? Pač od Novalja do Luna. In je res čudovita cesta, ker je na izi, ker je ravno prav zavita, predvsem pa tako slikovita, pa oljke, pa tako da sem užival, to sem si dal za rojsten dan za daril. Tako pejt na eno cesto, kjer še nisi bil kakšno fotko nared in that's it. A se ti spomniš, da smo mi dva imela ene par zanimivih takih zadev na Pagu? Zdaj smo že včeraj se hoteli govoriti o tem, pa smo en drugemu, da bo jutri. Ja, ne, izhodišče, moramo povedati izhodišče. Mi dva, kadarkoli greva na pot, ki vključuje Porsche, pa da se skup vozva, vedno nastrada ptič. Ciril, to ni smešen. Ne, to so žalostne zadeve. Mi dva sva unga lep je videl Saturn, po mojem. Ne, ampak čakaj, najprej sva bila v Romuniji s Porscheji, ne? Ja, takrat sva pobasala vrabčka, ne? Ja. Bogi vrabček, se je zagozdil tja nekam. Macan GTS in sva z unimi palčkami ga vlekala ven iz hladilnika. Bogi. Ampak sva ga vsaj najdla. Sva vedela, kje je. Pa sva bila pa enkrat na Pagu s Panamero, se mi zdi, ne? Ta hibridno. Uno, ki ima koliko 680 kojnov stari. Ja. Kva sva, ja. Letela sva. Letela sva po Pagu in sva nabasala na enega na galeba. A ti jaz lahko povem, jaz bi rad samo argumentiral, zakaj sem jaz odvil na lev pas, pa ne na desno, ker model je tako preletel z desno in sem mislil, da bo pol tja odletel. Prvo mi da se šla mal hiter, ne? Ja, mal hitrej, kakor je treba. Ja, in ta je pa pol prepozen. Ne vem, nisem. On ni nič prepozan, on je gledal uno Panamero, kako se približuje, rekel, vse imam cajt. Nima cajta. To so galebi, to so, veš, on ima cajt. Ja. In on je gledal Panamero in je slišal. Je rekel, okej, zdaj bom jaz poletel. No, prvič zamahnil s krili. Puf. Mi da pa oba tako. Ne, on je meni direkt v šipo. Jaz sem sedel zraven, ti si vozil. Ja. On je direkt, tam, ko sem jaz z glavo, on je direkt tam užgal pač v tisto šipo. Ja. To je tako počel, ampak fora je bila to, da so se mi dva takoj ustavila, so rekla, da greja pogledati, če vse je v redu z avtom, greja pogledati, če vse je v redu z galebom. Galeba ni? Galeba ni bilo. Ja, po moje pristane 228 enkrat stari. Ampak to je bilo, meni je bilo to fucking noro, da mi dva nisva najdla enega pereščka dunga galeba. Nikjer. Preiskala sva vse. Ja. He evaporated. Totalno. Pač. Da se to ni smešno, ampak hecen je bilo, ker sva dejansko, veš, ptiča, mogoče bi pa ki na cesti prestal, pa da to umakneš, ampak mi dva nisva ptiča najdla. Nisva, ne, sploh ga ni bilo nikjer. Enega pereščka ni bilo. You say that a lot, ha? Ok. Ja. A smo mi da že povedala uno zgodbo, ki sva tudi oba utihnila v Cayenu GTS v Romuniji? A je to sploh zgodba za podcast? To je ista pot, mislim, to je ta pot, ki sem najprej omenil, ko sva bila v Romuniji. Takrat sva v bistvu vozila cel range Porschevih SUV-ov z oznako GTS. To zdaj rekel, da je bilo 12 avtov. Ja. Cayenne GTS pa Macan GTS. Vozila sva cel range. Lobi delo za Porsche, marketinga. Ja, res. Dobrodošli na predstavitev našega rangea. Ja, ne. A je to zgodba sploh za... To je ful dobra zgodba. Lej. Torej, midva sva na eni čudoviti gorski cesti. Transalpina. Ne, ni bila, ne. Transalpina je bila, zaradi tega, ker z Macanom GTS sva šla na Transfagarašem. Ja, to je res, ja. S Cayennom GTS sva šla na Transalpino. Jaz sva s Cayennom pobrala uni dve gospe. Ja. Ok, najprej sva to sfurala, eno dobro delo. Zdaj sva ful podatkov nametala, pa nič povedala. Okay. Vrnem se na začetek. Mednarodna predstavitev, torej to je bilo lansiranje oznake GTS na Porschevih športnih terencih, torej Cayenne in Macan GTS, povabili so naj v Romunijo, to je bilo mingrede prva pot, na kateri so bila skupaj. Šla sva v Sibiu, ja. Malo romunsko mesto, mislim, da na severno-zahodni strani, a so to Karpati? Ja, meni se zdi. To naj bo zdaj popravil.
No, ne, sej long story short. Pelala so Makana GTS, z njim so pobrala kanarčka, rabčka, z unim so šla na Transalpino. Naslednji dan sva šla na Transalpino, ampak še predtem sva bila v hotelu, sva bila na eni poroki. A ja, dober dan. Dober dan, jaz sem Ciril, jaz sem Saša, kaj pa vi? Mi imamo poroko, ok, do 4 zjutraj. Ja. Ja, mi da se znava kar v redu vklopiti, ne? So kar uletela na eno poroko in sva bila do 3-4 zjutraj. Ja, the best je bilo. To je eden prvih vlogov, veš, komotar minut. To je komotar minuta. To bom pa linku. Dej, 26, 27, 2 vloga sta, veš, če niso celo 30 tukaj. To bom pa linku, ker ti se bilo pa noro. Ja, takrat je bil še vsak dan. No, ampak tega ni v vlogu, ne? V glavnem, mi dva kruzava polže, je bilo v Easy, proti kosilu smo šli, a kaj svem kam. Ja. Gremo po klancu gor in ko smo se začela spuščati, vozva razmeroma hiter, ne vem, 7 od 10, ne? Ali pa 6. Čakaj, zdaj pobirava gospe. Ne, gospe sva pobrala. A ja, 2 gospe sva pobrala, starejši. Srednji česar. Srednji česar in ko sva na navi pogledala, kam te 2 gresta. Tako 10 km okrog ene vasi, enega naselja, ene hiše, nič, une 2 pa z vrečkami. Z vrečkami. S težkimi vrečkami, pač 2 babici, ne gospe, tako. Ja. Vroče zunaj. Ja, tako goreli. Ja. Tako mi kaj vi 2 delate? Tako, a gresta kam? Ja, ne vem, v prvo vas. Ja, 5 not, ne? Hey, ladies. Ja, ja nač, pa so jih pa zategnila in to mislim, da je ne 5-6 km, a ne? Ja, zihar. Ja. Je nač pa drama, mi dva furava po eni gorski cestici, tako v Easy. Veš, una športna vožnja, ker se hitro peleš, ampak se vmes povsem relaksirano pogovarjaš. Ja. Jaz sem bil za volanom, pa v enem trenutku pa rečeš, dobro, konc koncev se pelava, Porsche prav, da tudi njihovi terenci so sportska kola in pika. Ja. Odpre se ne par lepih kombinacij, šla sva že na dol, a veš, pa se ti pa odpre en S, Kaj ga vidiš? Kaj ga vidiš in v resnici prazna cesta, Ankerenbenga, in v resnici ga lahko odpeleš naravnost. Ja. In jaz valjda stopam na gas, pa ni bilo več 7 od 10, ampak pač dosti hitrej. Dosti hitrej. In te romunske ceste, ne, veš, ki je bil tako mal prevoj in mi grejo precej hiter in tako, kje pa asfalt, stari? Kar naenkrat, brez table, brez opozorila, iz ovinka ven je zmanjkalo asfalta. Ja. Sam še makadam. Cesta pa naravnost v dolino, na koncu pa hard ride, ne? Koliko je bilo, 300 metrov si videl, Ja. ampak mi da sem imela kar hitrost, ne? Ja, prehiter so šla. Ja. Tako da, a veš, jaz sem po hodu bremzo, folk, ne? Pa nič se ni zgodilo, ker ti, ki si na klancu dol na makadamu v 2+ tone težkem avtu, kaj en GTS mora biti 2,2 tone vsaj, ti pohodiš life in mi dva pač nadaljujeva, kada ni nič. Dvignali avto, veš, kaj začutiš, tako kot aquaplaning, sam da so na kamenčkih, ki ga dvigne, ki ga odlima in pol samo še drsiš. In ti si takrat enega tazga Arija Vatane na redu. V čisti tišini. Jaz sem utihnil, jaz sem samo še gledal, kam bova užgala ven. Jaz nisem gledal, kako boš rešil. Ja. Jaz sem iskal, sem rekel, ok, štor, upam, da noš udaril štor. Videl sem tam en potok, sem rekel, ok, mogoče tam končava. Na koncu je bil potok, veš? Potok je bil na koncu. Ampak na koncu te ceste je bil ovink v desno, če se prav spomnim, 90 stopinjski čez most in ti si prelagal avto. Ja. Jaz sem vedel, da to je edini način, s katerim tudi še lahko zmanjšam hitrost, izkoristi cesto, kolikor je lahko. Ti si imel bočne naklone po 45 stopinj. Ti si ga res iz leve, v desno, iz leve, v desno. Meni se ni zdelo, da se hitrost manjša, ampak meni se je cajt ustavil. Meni se je ti zdelo, da traja enih 25-30 sekund. A veš, kad to ni bilo uno, ki je panika 2-3 sekunde, pa rešeš, a pa ne rešeš. Ja, to je bilo, cukneš, pač rešil. Ja, midva se zdaj peleva, avto se premika, toliko pa toliko energije mava, do unga grabna tam je še 10 sekund, avto pa še kar leti, pa leti. Vmes sem pa ujel tako s kotičkom očesa, se je pa pripelil nasprot in se ustavil na tistem ovinku, Romun z dačo. Ja. Romun z dačo se je ustavil in je gledal in je opazoval vse skupaj. Ti si prelagal avto, levo, desno, levo, tam si imel še zmeraj full speed not. In on je vse to gledal in si je mislil, fuck, kva je to, ne? Ja. Jaz sem še, Saša, jaz sem 20 metrov pred ovinkom, sem si še mislil tako, no way da to. Jaz sem bil od začetka prepričan, da od začetka do konca. Ja. In pa sem pa rekel, fuck it, jaz bom zdaj naslonil na ta prava kolesa na levi strani in jaz bom odpeljal ovink. In pa sem, a veš, nastavil sem ga, tako kot se mi zdelo, da bom lepo predrsel noter in gume so ta zadnji meter zagrabile in mi da so ovink speljala, kada nihče ga, mislim,
Ne, ampak, a veš, ti, ki narediš Scandinavian flick, ne, ti ga enkrat sukneš v napačno smer, pa ga postaviš v pravo smer. Ja. Tam je pa zgledal, da si ti naštudiral vink, tako pač že enih, ne vem, 5 razmetavanj prej, 6, 7. Naštudiral joke. Naštudiral si ga. Ne, in to si je Romun mislil. Romunu pač niso povedala, da je bila panika totalna. In ti si zložil uno vink, so se odpeljala mimo Romuna, mu pomahala. Mi dva to počneva vsak dan. In pa sva pa utihnila. Ja, čist, ja. In je bila smrtna tišina je bila v avtu, sam pogledala sva se in 100 metrov naprej je bila cesta dol, makadamska, ki se je spustila do unga potočka. In mi da sva sparkirala zraven potočka, idealna scena, tako pač prav čista tišina. Čista tišina, mi da sva šla ven iz avta, slišiš samo potok in presketanje bremz na Poršu, ki se hladijo. Nič drugega in mi dva sediva v tišini in po mojem nisva, 15 minut nisva nič rekli. Ne, malo sem morala vse priti, ampak takrat sva se dobro poohala. Ti se bila dobro. Veš, kaj se je še zgodilo, ko sem bil na morju? Jaz sem si to kar zapisal, ker sem hotel sam govoriti o eni stvari, ki je izgledala čisto vesoljska. Festival hitrosti Goodwood. A si videl rekord? A si dal ti na atmosferce takrat na storija, ker sem jaz bolj počival pa to. Sem dal. Stari ta avto, jaz sem zdaj pozabil ime, je šel gor, kada nekaj ne štima, kada je eno mest na fast forward stisnil. Avto je McMurtry. A res? Ja. Kaj je to sploh? To je nek navdušenc, ki se je lotil nekih zdaj brez veze, da jaz pametujem, ker, a veš, sem na hitro šel prebral. Ja, bom link prepopu do videa, ampak to je nek navdušenc, ki se gre predelave. Ne? A veš, teh Angležov je cel kup, v bistvu garažnih navdušencev, ki se lotijo predelave avtov. Ne? Ta tip je pa že lani v bistvu predstavil ta avto na Goodwoodu. Sem takrat, ne vem, ali niso imeli ta pravih baterij, niso imeli pravih motorjev, niso še vedeli kako pa kaj. Letos je pa tip razturil. Ne? Stari, kako je odlomil uno ravnino? Mislim, Max Chilton, to je dirkač, vozil je za Marušo v Formuli 1 2 leti, pa IndyCar je vozil. Tip je odpeljal pač noro. Jaz nisem mogel govoriti, kako gre ti z avto. Ne. Jaz sem dejansko mislil, da je fast forward posnetek. Čistko zgleda. Ja. Ko oni stari filmi, ki so imeli car chase, pa je izgledali dobro, so dali malo na hitrej. Tako je to izgledali. Sem tako, what? 1,3. Ja, 1,3. 1,3 hitre, ki je totalno nenaravno. No, in to je ta posnetek, pač noro. Avto sicer niso povedali, koliko ima konjev, ampak so povedali, koliko ima kil. Naj bi imel malo manj kot 1000 kil. Kaj, res? Ja. Sem pa ima čist malo dosega, mora biti lahko. Se ne rabi veliko. Ja. Za Goodwood. Ja. Naj bi imel pa, se pravi, razmerje masa moč malo več kaj ena. Se pravi, okrog 1000 konjev, 1000 kil nekaj tazga. Ampak zdaj je full hecen avto, tako ozak, na sredini sedim. Ja. Ja, se vem. Ja. Pa manjka sekunda pa pol do 100. Fuck, bolano. A si že bil na tem festivalu hitrosti? Ne. Jaz sem bil, se mi zdi, da 2016 ali 2015 Ford me je povabil. Takrat so predstavili eno varianto ali EcoBoost motor 1.0 ali jaz ne vem. Ena premiera je bila in so nas tja peljali, kjer je bil, pa še premiera takrat Focus AST je bila, ta prejšnjega. Veš, ki je bila rumena signature color. V glavnem so nas peljali v Goodwood in to je tak praznik. Te Britanci so itak ubrisani na te avtomobile. Imaš recimo nek travnik, kjer gostje, tisti, ki imajo hude avtomobile, jih lahko parkirajo avtomobile. To so avti za pol milijona, to je vse tam parkiran. Folk pa tako spoštljivo okrog njih, da ljudje pustijo avte, ljudje okrog hodijo, pa en ni bojazni, da bi ga popraskal. In tam vidiš vse. Poleg tega, da prije folk kafura, veš, letos je bil ful izpostavljen Nigel Mansell. Jaz vem, da takrat jaz tam stojim, gledam tega John Surteesa, ta je sicer že pokojni, mislim, da 2 leti nazaj umrl, edini človek, ki je bil svetovni prvak oziroma prvak Formule 1, pa še v MotoGP-ju oziroma takrat motociklistični svetovni prvak. In v tistem trenutku, ko jaz gledam to živo legendo, mene tako butne s komod, sem popravil, lega Lewis. Pa se obrnem, pa tako Lewis Hamilton zraven mene bližji, kot se je ti zdale. Tako crazy. Ta Goodwood je nor, ker se res združijo entuzijasti z vsemi tistimi. Je res, da so ga ful zavohali avtomobilske znamke tudi. A veš, da včasih je bil to
tako nek obroben festival pri tem grofu, ne, to je pri enem modelu doma. Ja, vem. Pol pa ne, da so pa avtomobilske znamke pogruntale, pa se tukaj dogajajo premiere in tako naprej. In to traja 4 dni od četrtka do nedelje in vsak dan je isti program. Všeč mi je, ker jim vsem ne pustijo toliko skomercializirati zadeve. Ne, ful je dober, ja. Jim rečejo, ok, lahko ste zraven, predstavite nekaj zanimivega, ne? Ampak note pa polimali vsega, pa ne boste pobrendali. Ne. Tako pač. Mislim, imajo avtomobilske znamke, imajo te svoje, bom rekel, paviljone. Ampak, veš, ta vibe je ta prav, te bale sena, ne, pa glavno ful je dober in jaz si zelo, zelo želim iti nazaj. Jaz tudi. Ponovno. Jaz pa imaš pa še, to je eno je festival hitrosti, eno je pa dirka. Veš pa tam blizu dirkališča ti pa dirka. V glavnem good. Kje še na kupu vidiš, videl sem eno slikco, kje še vidiš 6 McLarenov F1 na kupu? Ja, nikjer. To. Pa mingrede fun fact, jaz ne vem, če si vedel, ampak ta prvi sosed od tega Lorda Marcha, ker to je njegovo posestvo, je Rolls-Royce, tovarna. To je tako next door. Hudo. Pa ne next door 2 km sosed je Rolls-Royce, tako če živo mejo, je tovarna od Rolls-Royce. Hudo. Ja. Dobro so zalaufali, glede na to so sama. Ja, Jure Avštik je povedal. Jure je mingrede šel, kam je šel v Grčijo? A rekel, da je šel v Grčijo? S kombijem, ne? S Fordom se je nekaj zmenil. Vse se bo kaj javil. A misliš, da bo tanku lahko na avtocesti? Ne, pustno to. Drugače sem pa tudi jaz vozil en zanimiv avto ta vikend, veš? Kva? A se ti spomniš, jaz sem v prvem ali pa drugem podcastu rekel, da sem sicer čist na kratko vozil Alpinco, Alpino A110S na domači predstavitvi, ja. In da si želim pač malo probati ta avto, ne? Na kar pride mail od Roka, ja. Z naslovom Testni termin, odpre mail, živijo, potrdi prosim za Twingota pa zadačo testni termin. Potrdim, pride takoj pa naslednji mail še za Alpinca, tako da lej, ta vikend sem se družil z Alpinco, podaljšan vikend. Povej, ko vidim, da si dal storije gor? Všeč mi je, veš. Ja, ne. A ne, da je hudo, no? Avto mi je noro všeč, sicer jaz sem pač jaz sem visok, 1,95 m, ampak se ne morem znebiti tega feelinga, da mi je mal premejhana. Jaz sicer pašem noter, normalno sedim, vse ok, najdem svojo pozo za volanom, idealno. Ampak sam ta feeling, da je okrog mene mal premalo avto. Ja. Da bi bil eno številko večji, ampak seveda bi se pa tudi težje dvignila pa vse skup. Ja. Ampak avto je taka poezija. Dokler ga voziš nekje na 90%. Ja. Če ga izzivaš od 90 do 100, se pa lahko porežeš. Mal je pasi, ne? Mal je pasi, ampak sam, če ga izzivaš. In tudi, recimo, enega kolega sem vozil, in točno to sva se pogovarjala, v bistvu, kako lahko uživaš s tem avtom, a veš, če ga spoštuješ, ne? Če imaš respekt do njega. Ker ima vse kratko medosno, gume noro dobro držijo, Michelin Pilot Sport Cup, ne? In se mi zdi, da sam ne smeš iskati tiste meje, ki pol ga odreže. Ja. Mislim, jaz sem se s tem avtom na mokrem vozil, tam sem itak sem se večkrat, ampak tam sem se tako skoraj malo namenoma poiščem mejo, da vidim, kaj dogaja, ampak se mi je zdelo, no. Pa predvsem bi se rad zmenil še za en termin, ker ti si bilo zelo hiter. Za dačo pa za... Moraš potrditi dačo pa Renaulta, pa Twingota, veš? Ker če ne, to je... Stari, jaz sem potrdil tudi električnega Twingota, pa se umarjal. To je ta. Ja, vreden, pol imam pol in mi je že odpisan. Rok si kluka. Aha. Ok, tega je sprejel, se pravi, zdaj mu pa lahko ponudimo Alpinca. Ja, kdor z malim ni zadovoljen. Hitrega vreden ni. Ja, cool. Nekaj sem še hotel reči. Lahko je malo prešaltava. Ja, dej. Ker to je podcast, pa si lahko dovoljva. Dej. A si kaj glil basket? Ja, sem. Pa moram reči, da nisem toliko, ker sem hotel, zato ker sem stari na Slovenija, Hrvaška sem pozabil. Pozabil? Ja, na sred tekme sem se spomnil, pa so že SMS-i letela, gledaš, kaj dogaja silovanje, to ono tretje, pa sem bil. Mislim, sej ful folk je imel težavo gledati, ker se vemo, ne, zdaj pač... Kaj dogaja, oprost, ampak ti veš, kaj dogaja s temi prenosi pa to? Prenosi niso, kje se da tekme gledati? No, jaz sem bil na Hrvaškem, jaz sem itak malo odmislil. Čak, jaz ful mešam sport klub pa šport TV, ampak se mi zdi, da ima pravice za basket, za repko, da ima šport klub. Šport klub je od Telemacha in Telemach pač, ne, če imaš njihov... Če si pri njih naročen, pa lahko gledaš. Kaj imamo klemi v pisarni? T2, ne? Mi imamo T2. Aha, ja. Tako da ne bi mogel gledati.
Ampak ja, jaz sem bil na tekmi v Stožicah in noro je bilo. Pač, po dolgem cajtu res tisto pravo navijaško vzdušje, več repka, ne, tisti feeling. Tako, mal sem podoživljal Istanbul, no? Ja, veš kaj? Pa ne sam jaz, tudi se mi zdi, da tudi igralci, Gogi je sam rekel, ne, da mu je to manjkalo, da mu je tega manjkalo in da se je ful dobro počutil. Stari, meni so šle kocine po koncu, ko so Gogija predstavili. Jaz sem videl na Instagramu ali na Twitterju klip. Ogen, folk, v bolu, the best predstavitev, res je bilo hudo. No. Pa še razbili smo jih kakante. Ne? Ja. Sploh v prvi četrtini. A si gledal prvo četrtino? Za nazaj sem gledal polja. Crazy. Demolition. Ja, se sem rekel, ja. Se pa na Hrvaškem ne more. Izvinite za silovanje, molim. Daj povej kakšno skovanko, hrvaško-slovensko. A si kaj naročil? Stavi šupak ruža na mizo. Molim, šupak ruža na mizo. Daj mi 2 kocke mraza. Ne, drugače pa ta je una klasična poleg kozarac. Ampak, Kozarac. Ja, vse se mi še kakšno zgodi, tako čisto nesreč. Jaz rekel 2. Stavi ovaj šupak ruža na mizo. Oh, fuck. Ja. Drugače pa nič, stari. Mal sem ribice pekel, plaval sem, une kumare sem izkopal v vleku. The best je bilo, no? Daj mi povej, vem, da si šel s tem Mercedesom tja, pa vem, da si se vrnil nazaj. Yeah. A veš, kaj sem hotel to malo navezati na eno zgodbo, ki se je zgodila, se mi zdi, da je prav, da jo poveva. Nekako se mi je zdaj ta prav trenutek. To je ti kar uvali. Kaj se je zgodilo? A veš, folk ne ve, ne, takrat, ko smo snemali Lešnika, Robert je bil faca, Robert je bil še 1 uro tlele po podcastu, pri nas v pisarni se je sprostil, smo se imeli fajn, smo se pogovarjali. Stari, prav hangal smo. Pa si videl, da mu malo sede, malo odklopa uno, hanging out with the guys. Tukaj se je dobro počutil pri nas. Ja. Prav vprašal, jaz lahko kar pridem kdaj. Mi se tako spogledamo med sabo, tako, ja. Ne, tako, a gremo kdaj kaj pojesti? Mi tako, ja. Vemo, da ti logotip ni všeč, ampak da Ja. ne ti bo. Boš ti plačal kosilo. Ja. No in pol, ti si je bilo zanimivo, ne? Folk, ne veste, ampak Robert se je odpeljal iz naše pisarne in je tlele na enem zahrbtnem robniku je presekal gumo. Ja. No in gre, je že robnik poravnan, to si videl. Sem videl, da so ga malo porezali. Ja, ki je bil res katastrofalen. Jaz vedno take kroge delam, da Bog pomaga. Ja. No in je presekal gumo in mi smo se vsi že odpeljali. In mene kliče Ciril, rekel, a si videl, da je se Robert nekaj ustavil, ne? In se mi vsi trije vrnemo nazaj in Robert stoji tlele sparkiran in že telefon v roki, jaz se pripeljem zraven in slišam njega, ne? Ko govori z nekom na Mercedesu in prav, ne, gumo sem presekal, gor dol, če mu lahko pomagajo. Ja, na drugi strani je bil očitno odgovor, ja, petek popoldanje, Robert, ne vemo, kako ti lahko pomagamo, ne. Naš servis je zaprt, vulkanizeri so zaprti, ne vemo, kje bi lahko gumo dobili. Pa še guma una velika, ne, ki je težko dobiti. Ne. Gumo je težko dobiti, 315, 40, 21, ne. Ja. Ampak, Robert Lešnik je v težavah in na Mercedesu mu rečejo, sorry, pač ne moramo ti pomagati, ker je petek popoldan. Ta pogovor bi mogel izgledati tako. Robert, rešeno odložiš. Kjerkoli si počak, je rešeno. Mu prepeleš 3 S-klase s 3 različnimi šoferji in mu rečeš, Robert, zber si, ker te bo pelil domov. Ja. Tako bi mogel izgledati ta pogovor. Ja, nič, pa smo po atmosferci rešili vse, ne? Pa smo atmosferci stopili v akcijo. Ti si poklical za gumo, najdel smo eno in edino po moje gumo. Ja. Jaz sem klical na Konti. Ti si klical na Konti. Ker je bila Konti guma. Vsi so bili pripravljeni, kogarkoli sem poklical, so bili pripravljeni pomagati, ampak to gumo je težko dobiti. Jaz sem klical Špan je bil facaj, takoj šel v akcijo, klical sem Autostop, so šli v akcijo, vsi so iskali gumo. Stari, mi trije smo po moje obrnili v prvih 7 minutah 55 cifer. In smo zrihtali gumo, zrihtali smo avto. Zrihtali smo avto vleko in zrihtali smo servis in smo z Robertom počakali, da se je vse skupaj štimalo. Prav, vse je bilo rešeno, tisto, kar bi pač nekdo drug mogel narediti. Ampak jaz bi rekel, da atmosferci bi mogoče lahko imeli kakšno tako customer service. Premium asistenco za tistega, ki mogoče
Ostane na suhem. Još jedno. Ne, pa še, kar je bilo še najslajše, zdaj z vsakim gostom mi naredimo eno slikco s tistim polaroidom, ne? Ja, se moram mi da danes tudi slikati. Ne, ker nisva gosta. Ja. Ful je bilo zanimivo, ker se je Robert totalno navdušil nad polaroidom, ne? Ja, stari. To je človek, ki ima dnevno dostop do najbolj sodobne tehnike. Do vsega. Do vsega. Pač vizionar, človek vidi, kaj se bo zgodilo v prihodnje. On prav, kako bojo Mercedes izgledali. Ja. Sploh. No, in se je navdušil nad polaroidom. Ja. Tok se je navdušil, da je gledal fotoaparat. Pač fantje, ko imate to? To je old school, fakt. Mi je tako, to je zdaj spet komal in smo se odločili, da bomo goste slikali, tret. Ja, pa naslednji dan, ki je bil avto pripravljen, da se ga poservisira zjutraj, da se menja gumo, sem jaz takoj ob 9:00 bil tam le pri sosedih v Big Bangu, sem ubodil tako enega polaroida, 2 filma za zraven, sem letel na servis, sem nekaj odprita avto, pa sem lepo pustil na armaturki. Srečna pot, pozdrav atmosferci. Bravo, vsaka čast. No tako, lepo smo zaokrožili, ne? Yes. Ej, prej smo pozabili en avto omeniti, ki se mi zdi, da je zanimiv, ki smo omenjali Goodwood. Veš, da so predstavili BMW M3 Touring. Ja. V Goodwoodu. Si videl avto? Ja, pa ti veš, da sem jaz ta avto videl na Nürburgringu v živo. En mesec nazaj. Zakamufliran. Ja, ker še ni bilo official. Pa zdaj mi je žal, ker je bil tak hype okrog tega avta na Goodwoodu, da se jaz nisem tam malo posvetil, pa tako malo nalepkice stran. Okay. Ja, hud je, kot popar stari. A je prejšen bil Touring? Ne. Jaz sem kar malo pozabil. E36 je bila neka, se mi zdi, da spet neka garažna predelava verzija. Kako se derajo zdaj le BMW fani, ko vse vejo. Vse vejo, ja. Skačejo not. Ne, bil je v njim. Ker sem da jaz včeraj v vlog Civic 1.6 VTI, pa tako pogledam čez okno, pa sem zajebo generacije. Aha. Pa sem rekel 5, ne 4, pa 4 še ni bila, ampak je 5, ampak te Honde, pa te Japonci, ker na vsake 3 leta dajo nov avto ven, sem zgrešen od cifra, tako zdaj se en bere. Ta je official prvi M3 Touring. Aha, official. To je pač pika. Ne? Zdaj dopušča možnost, da so bile neke predelave, pa da so iz navadenega swapali motorje in tako naprej. Ne? Ampak uradno ni bilo nobenega M3 Touring, ta je prvi. Ja, M5 so pa bile, veš? M5 so pa bile. No, ampak ta zdaj pride samo v competition varianti in samo X-Drive, ne? Aha, kar je logično, veš, pač top range. Dodatne obremenitve tudi pa tako naprej. Tako, ampak bo pa zanimiv avto. No, jaz bi ga full pelil. Meni malo manjka zdaj na testnih BMW-ov. Jaz sem full spustil s testnimi termini, veš. Jaz sem že lani polet sem začel, veš, ko sem rabil malo pauze, pa se malo umiriti, ker se mi je 100 stvari v lifeu zgodil. Pa sem se pol naslovno toliko bolj na Darkota, pa moram zdaj pojačati testne termine. Veš, za kjer ga se moraš zmeniti? Moraš probati BMW i4. Ja, vem, se moram poklicati Majo. Ja. BMW i4 moraš probati. Jaz sem imel tega, spomniš, da jaz sem bil na Kerherju, na eventu sem bil z unim. Jaz se niti not nisem usedel. To je prvi avto, da sem jaz prišel na morje pa nazaj, ko hodam relacija Ljubljana-Crveni Vrh. Ja. Hodam to relacijo in prvi avto, da jaz niti pomislil nisem, a moram dotočati ali ne rabim dotočati. Zbiješ iz glave range. Totalno. Koliko pa ima baterijo, stari? Zdaj si me najdel. No, se vse, ampak koliko si imel pa range? Koliko si prišel? Mislim, da ima 88 kWh, ne vem. To je malo jače. Ja, ampak hočem reči to, da se voziš po normalnih avtocestnih hitrostih. Se pravi, tempomat sem nastavil, ne vem, na 136, ne? In dol, nazaj, prišel sem in je bilo še zmeraj range, A res? Ja. Kako se pa pele, stari? Ful dobro. Ja? Avto je poezija. Sploh Jure je pa imel na testu tega i4 M50, ne? Je rekel, jaz sem ga sicer tudi vozil za kratek čas, ampak Jure je rekel, da je avto brutalen. A res? Brutalen. Da jaz se moram to zmeniti, ja. A veš, kaj moramo narediti? Se pravi, moramo narediti štoparco M3 proti i4. Dej, to moramo narediti. Pa ta prva štoparca smo imeli M3 versus M4. Valjda, da bomo to tudi naredili. A veš, kaj je zanimivo? Ker je električar močnejši M, kot pa M3 oziroma M4. A je to pa najmočnejši? To je najmočnejši M. Ne se je bat stari. Dej, to moramo narediti. Pa vse letos smo zaspali s temi štoparcami, ampak moramo se malo pobrati 100 drugih stvari. Smo imeli pa podcast, pa vse te stvari. Res je. Čak, zdaj sem nekaj še hotel reči. Pa še kakšne stare avte moramo štoparca dati, Ja. Jugo pa te fore. To moramo kaj narediti. Dajmo.
Zdaj sem rekel, zdaj pa res moramo narediti, da smo se že zahaknali. A še kitajska voziti? Dačo Duster zdaj le voziš, a? Zdaj vozim Dačo Duster, Praškota. Praškovič. Ja, da veste. Meni je bila Dača Duster vedno všeč. Pač že od štarta, ko je prišla ven, mi je bila všeč. Pri tej mi mogoče, točno tej mi ni všeč to, da ima sam spreden pogon, kar je sicer ok, ne, ker za nekoga, ki ne bo rabo izkoriščati 4-kolesenega, ampak mot me avto malo hecno trakcijo, veš, ga dviguje na sprednje, malo beži volan. Veš, tisti feeling, ki ti dvigne avto, pa zgubiš malo volana. Ne? Ja, ampak Duster je vedno bil tak avto, kot z močnimi boki pa ramami, da bi pasal kakšen tako V6 pa V8 noter. Po mojem obstaja, zikar obstaja kakšna predelava. Ja, tako kot vidimo vsake tok časa na netu, RAV4 predelave. Veš, hibrid, Volga pa stari za Overland, za ne vem kam v Sibirijo. A vse so šel jaz z njim v Sibirijo, kaj? Overworld, pizda. Yes. Ej, jaz sem pa slišal, da greš ti danes po en hud avto. Ja, a veš, kaj sem se zmenil? Apropo testni termini. Jaz ga bom sam za en dan vzel, zato ker si ga res želim pelati, pa vem, da so praktični. Dobar, to ni test, to moraš povedati. To ni test. Dajmo nekaj razčistiti. Ne? Test avtomobila je daljše druženje, kjer ga ti zares dobro spoznaš, kjer se mu posvetiš, kjer z njim živiš, pa kjer ga dejansko testiraš, pa razmišljaš aktivno o tem. Nekje pa, če rečeš, le jaz tega avta še nisem pelil, je predstavitev, grem nabrati prvi vtis, prvo znanje, prve informacije. In jaz sem za ta avto, jaz sem o tem avtu že veliko slišal, tudi mi to so se pogovarjali. GT3 Touring. No in Paraktini, to so podjetje, ki se ukvarja z najemom vozil, podobno kot Autobroker, s katerimi delam pa zdaj že po moje 5-6 let, od začetka v bistvu, komatar minute skoraj, so dobili GT3 Touring in sem rekel, dej, jaz bi ga pelil en krog, tako da grem pelati en trikotnik, pa grem pa še do Jureta, pogledati tam njegovega GT3-ja. Greš? Ja, grem pozdraviti, pa da se še uminja vsedem, pa da vidim, kakšen setup ima. Kdaj greš tja, danes? Ja, grem pobrati avto, pa grem pa tja. Da grem zraven. A greš? Ja. Gremo, pogledati. Ne, ta avto je res hud. To je tako kao best of both worlds, ne? Če jaz pa razumem. Dej razloži mi osnovo. No? Tehnična osnova je enaka kot GT3 navaden, ne? Ja. Ampak sam nima spoilerjev, nima aerododatkov, nima nič. Se pravi, zakamufliran GT3. Kar je meni všeč. A veš, da ne kriči avto, le jaz imam pa najbolj športnega Porsche, ne? In avto je atmosferc, vrti se na 9 urjev. Stari, koliko mi čaka, mej. What? In se to je bit tega avta, se več ne rabiš povedati, ne? Ja, veš, kaj sem se zdaj spomnil? Da mislim, da nisi stisnil rekord na telefonu. Ti skoč pogledati. Čakaj, doma. Dej mi ti povej, če ni mogoče videti. Zdaj gre Ciril pogledat, če sploh pritisne. Stisnil sem model, kako sem se pokakal. Mal je manjkal, pa bi bil ta podcast samo na podcast platformah in ne na YouTube. Ampak folk je ful zadovoljen s tem, da se je podcast pojavil na YouTube. Jaz sem bil mal skeptičen. Ja, tudi vem, ne. Nisi bil skeptičen? Ma ne, jaz sem sam, ne, prav zares nisem bil. Mogoče sem malo premalo sebi zaupal, ker sem vedno si govoril, da je valjda nas nič ne košta, stisneš, posinkaš pol ta audio z sliko, zato da je dober audio in vržeš gor, nič nas ne stane, ampak sem vesel, ker marsikdo pa posluša podcast, ki je druge, pa pride na YouTube spustiti koment, ali pa marsikdo pa gleda, tako zvečer si butne gor na TV, pa kaj počneš v pobajti ali pa po fletu, pa se ti zraven rola, tako da to je cool. Ali pa prijo sam pogledati en kadar nekaj, ki smo nekaj ušpičali, ali pa pogledali, ali pa da vidim sam kakšna reakcija. Recimo tega noben zdaj, kar bova midva naredila, noben ne bo videl na podcast platformah. To so sam tem na YouTube videl. Si videl te bice. Se nisi mogel kaj boljšega spomniti. Ne vem. Bicep skazati. Zdaj sem povedal. Zdaj sem jaz tudi. Rabte gledati, ker je brez veze. To je to, stari. Koliko časa pa govoriva, mingrede? Se ne da nam je teme zmanjkale, ampak sem tako, zanima me. 40 minut. What? Ne, dober nam gre. Poklicati moram na Volkswagen še, zato ker nisem pa iz VAG grupe testiral nič še letos. Sprav nisem vozil enega Volkswagena, enega Seata, ene Škode, enega Audita. Audita. Jaz imam pa zdaj en avto. Cupra Borna. A res? A veš, da mi glih včeraj pisal, kdaj bom Borna testiral? Kdaj ga pa prevzameš? Ga že imam.
je že sparkiran in me čaka, zaradi tega, ker to dačo zdaj sem se že mal navozil in jo vrnem. Kupro imam pa parkirano in grem zdaj se mal voziti, tako da ti kaj več povem. Ampak lej, prvi vtis, ID3, ampak z veliko več, emocij, ne? Tisto, kar Cupra v bistvu je, ne? Oblikovalsko, bolj zanimiv, materiali noter boljši, ne? Jaz sem zdaj boljši, bolj razgibani pa... Jaz sem zdaj pod vtisom, a smo mi v prvem podcastu govorili o Cupri, meni se zdi. A v drugem, tretjem, se vsem. Skozi govorimo o Cupri. Ja, sam res. Jaz sem pod vtisom, ker sem zdaj Quickie zmontiral, pa ker sem zdaj vlog sestavil za nazaj, ker sem že mislil, da ga na morju. Ja, hude so mi Cupre. Pa folk ful trza na Cupre, si opazil to, stari. Ja. Tako, če imaš Cupro, je tako, če bi imel, mogoče malo pretiravam, ampak Škoda Octavia RS je ta liga, ker to je kar en Slovenijan, mokre sanje marsikoga, ampak je res dober avto, tudi pa, ne vem, kakšni Audi RS6 pa te fore. Cupra je ta lig pozornosti, požanje, če kaj objavimo, se mi zdi, I don't know. Veš kaj tudi predlagam? Da mogoče folk spusti kakšen koment, koga si želijo v podcastu, ne? A goste pa to? Ja. Mislim, sej imamo mi nek svoj seznam, ne? Ampak vedno je fajn slišati, koga si želijo, no? Sam mi dva pa nova povedala, kaj na najnem seznamu, oziroma na našem, ne? Ne, lahko ti pa preverim. Ne, ne vem, aj prav, je smiselno, veš, ker nočem se zahaklati, veš? Ne bova povedala. Ne smeš, veš pol, fair. Ja. Ok, v redu. Serijski morilec. Zakaj ne? Ja. Če se z avtom prepelil, recimo. Fuck, stari. Should we cut this? To je to. Ja. Saj smo obdelala teden, ne? Po moje sva obdelala teden. Čak nekaj, veš, da sem imel še nekaj, ki sem pa nimam napisan. Predstavitve, Jure, ne, nič. Belo lukno so obdelala, ki je golob zginil, galep. Unim v Cernu ni jasen, kaj se dogaja. Kaj sta ona dva naredila, da mi nismo, ne? Kako lahko neka materija zgine? To midva znava. Ne? Veš, črna lukna posesa? Posesa in v bistvu ne, oni iščejo D-delc, ne? Ja. Midva sta pa lih kontra naredila. Zdaj oni morajo izhajati iz tega, se pravi vse v krogu obrn. Zdaj se nama tudi fiziki smejijo, ne, pa govorijo, kjer dve budali. Ampak okej. Nekaj zato, ker ne razumejo, stari. Ne razumete. S Porschem 200 zbit fucking galeba, izhajite iz tam. Ko imam jaz to, stari? To sem si pa začel. Vup. A ti veš, da sem jaz z Vupom začel delati? Pa se to, a lahko to povem? Povej, kva. Vse naš podcast. Jaz lahko povem, kar hočem. Mami. Čakaj, da še jaz povem, s kom sem začel delati. Dej ti začni govoriti v Vupu, da jaz pogledam. Ne, ampak brez heca. Povezal sem se z Vupom in to je prišlo iz čistega joga, ker sem enkrat tam malo pelil v trampolin park in je bila ona itak, je vedno vsa nahajpanja, kad tja pride, pa se une pence meče, pa ne, in tako jaz tam pač malo bolj gledam, ker jaz ga padam v une pence, stari. Tako, ful težko ven prije. I'll be back in 15. No in pa jaz za joke napišem na story, Vup, če rabite ambasadorja, jaz sem tukaj in se mi tako glasijo, mi bi pa radi s tabo kaj naredili, jaz pa tako da beska, pa itak skozi hodem na go. To je tako simple. Ja, po mojem ni, ne. A jaz lahko Porsche tega, sem lahko vaš ambasador, pa mi GT3 Touring dajo. Mogoče, daj probi. Bom probil. Beseda ni konj. Ne, v glavnem, veš, da pride moj bivši sosed iz Miklavža, oba so v bistvu bivša soseda, ki je šel stran, pa jaz tudi. No, v glavnem, pride danes v Ljubljano, pa greva voziti, greva karte furat. Ma je novo stezo, ne? Ne še, septembra pride, to sploh ne, če lahko povem, stari. Zdaj si že. Ja, ok, mogoče bo Vup karting večji, kot je zdaj, ampak ni pa nujen. Ampak verjetno, I don't know, stari. Fuck, jaz del tihen. Ful si dober ambasador. Stari. Tako, kar si jih tegel pa dubo ambasador, so si jih kar zdaj zgubil ambasador. Vse je šlo malo. Ne, ampak drugače pa imajo, a veš, da Vup je v Murski Soboti imajo tudi neki, to folk ne ve, pa v Mariboru tudi. Ampak nisem še bil, moram ščekirati, moram pogledati. No. Moramo se zmeniti tudi za kakšen joke, da prije folk pa da proba moj krok izboljšati, recimo kle na kartingu, ampak to ne bo težko. Točno tako. Ne, stari, ker jaz imam resen problem priti pod 23, I'm such a dumb ass. Včasih si mislim, vse dobro vrtim volan, pa prijem tja in me vedno neki zajebe. Tako da bom probal, danes je projekt pod 23. Ne se mi reže, danes? Ja. Okay. Tako da lahko greš zraven, bomo ti vse vklopili, najvišjo stopno, turbo boost.
Pa da te vidim. Ampak pa mi pa folk pošilja svoje čase. Ambasador program vklop. Zihar imajo nek ambasador program. 6. stopna hitrost. Za komotarja. Ampak si že vozil drugače? V VUP-u sem vozil, ampak sem bil tam malo in sva vzela unga dvoseda in sva se tako malo. A veš. Ja, za otroka. Sam je fun, ne moreš prehtevati, to te itak Evropa, te prehtevanje, ker je ozka proga, ampak najdeš izziv samo sebi. Uno, ajde, te vidim zdaj, pa vedno, ko greš po ciljni ravnini, vidiš svoj čas. A veš, zdaj je bilo tok, zajebo. Pa nimaš, ta boost imaš enkrat na krog, oziroma enkrat na krog pa pol se mi zdi. Ta boost button. No. Sej verjamem, da je fajn. Sam jaz bi raje bil ambasador neke dirkalne ekipe, ki ima karte 125. Tako da, če kdo posluša, povejte, koga naj tegam. Ma ti ne pašeš v noben kart. Kva da ne. A se spomniš, ko sva takrat vozila, imeli smo nek tekmovanje za avto, pa si pol za nagrado dubu. GT6, GR6, ne, Toyota Yaris Sport predstavitev na Racelandu. Ja. Ko smo furali, pa rokavičke smo dobili, se spomniš. Rokavičke, eno jih, lej, tam imaš rokavičke. Bomo pokazali. No in takrat sem nekaj sva osvojila, zmagala in smo dobili vožnjo 125 s kartom. Ja, jaz sem zmagal, no. Ti si, to je bil dober. Ko? Ne, a si že kdaj ven leto s kartom? Ne. A ti veš, kaj se meni zgodilo tle na Racelandu? A veš, ta prvi vink s ta hitrim kartom, malo moraš muda, mislim, navadati prvi levi, ja. Da ugreješ gume, pa je poln gasa, ne? Ampak moraš ta pravi moment zaviti, it's not a big deal, ampak preden prvič to narediš, si pač... Jaz imam v bistvu posnetek, ki si me ti snemu, se mi zdi. Ja, ki si v letu čez... Ki sem v letu čez ta vink stop. No, bom prepel. Meni je na uni točki, ki moraš najbolj računaš na gume, je meni kot odnesel kolo. Se pravi, tam, ki res mora držati, jaz ko vidim kolo, gre v desno. Fuck. Jaz pa samo travo, pa proti uniju spetini, a veš? Pa sem se pol ustavil. No. Veš, zakaj to govorim? A si ti kdaj ven ustrelil z dirkalnim avtom? Tako fejst? Nikoli fejst, enkrat sem šel na streho. Ampak nisem bil jaz kriv. A ja? Takrat smo vozili še sečento kap in a veš, kako je pri teh sečentih. Vsi so nabasani, vsi so en drugmu na odbijaču in sredo vinka se me je nekdo samo dotaknil. A veš, dovolj je, da se te samo dotakne. Tukaj je zdaj ta model šel na streho. Si videl, sam zadnji ga je klipnil v Silverstonu. Ja, ampak tam je kolo na kolo, ne? Tam je ta reakcija, da je kolo zahaklo. Tle je bilo pa, avto je že tako napet v ovinku in rabiš samo malo pušne. In se me je nekdo od zadaj dotaknil in sem se zarolil, obrnil na streho, kar je bila pa... Nisem se ne vem koliko strašil tega, ker hitro dobiš pač ti, veš, vse ok. Feeling, kje si tudi. Ja. Ampak pol je bila fora, da me je obrnil in sem bil obrnen kontra, se pravi, gledal sem še vse une, ki prihajajo proti meni. In so se zadnji trenutek umikali, veš, levo, en desno, en levo, en desno, en levo, en desno in tako, ko so bili vsi mim, sem tako, ok. Tak, scary feeling. Čakaj pa pol? Kaj pol? Ustaviti? Dirka se je ustavil, avto pravijo in to je to. Si snel čelado. Stari, a ti veš, kako je bilo meni mindfuck voditi s čelado, ko sem mi dovozila za štoparco, Fiesto, pa kva sem vozila? Fiesto pa Peugeot 208. Ja, ko sem se čist zgubil. Ja. Ker sem bil brez čelade v avtu za trening, se mi zdi, približen vem, za kva si gre, pa sem dal pa čelado gor in sem zgubil sluh in nisem na to računal. In ko se nisem znal orientirati in sem mesaro stari, da bi... Čelada ti da itak nek feeling, ko si daš čelado gor. Ja. Ok, zdaj gre za res, pa nekaj moram več delati, kokrat takrat, ko nimam čelade. Ja. Pač dobiš ta feeling, ne? Ja. Kao, zdaj sem pa dirkač. Jaz sem totalno zajebo. Ampak to je pač napačna reakcija, ker ti moraš sam razmišljati, koliko prej, pa sam mal dodati tizga, ne? Ne pa biti fucking... Jaz mal. Čelada. Let's go! Točno tako je bilo. Ja, točno tako. Na unmu posnetku. Mesarenje levo. Stari, kacinja sam gledal, ne, to lahko pošla. Jaz tako fakt, zikrat sem 2 sekunde. Pa po 2. Ja, pa po 2. Da ga nisem naslovno na boku. Ker bad. Ja, znaš, tako se učiš, stari. Dobar ambasador. A veš, da sem... če bi hotel biti, to pa je miselni eksperiment. Kjerakoli znamke ambasador, katere bi bil? Lahko je mednarodna, slovenska, lahko je to zobne ščetke, lahko je pa Space Shuttle. I don't care, NASA. A veš? A je kakšna firma, ki bi rekel, fakt z njimi bi pa full delo?
A veš, jaz sem si recimo, ne vem, 6 let nazaj sem se želel delati z gross basketom, zato ker pač basket stuff. In zdaj delam z njimi že 100 let in mi je the best. Tako, smaller scale, ne? Ampak a je tako kakšna firma, ki bi rekel, jaz bi z njimi delal, ker verjamem v to, kar počnejo, ker vem, da je the best produkt, ker vem, da bi jaz to uporabljal, ker vem, da ti je the shit. Je, ampak ne bom rekel firma, ampak bom rekel izdelek. Kva? Žari. Ne, to je the best. Stari, zabliskal mi je v glavi mi je zabliskal, koliko jaz uživam v tem, da pečem nekaj na žaru. Ja, meni greš na kurac totalno, ker ko gledam tvoje storije, sem tako lega modela. Stari, koliko je to dobro feeling. Meso. Baterija prav, da moramo končati počas. Ampak ne, vse je dobro. Ja. Ja. Ne, ja. Žari, stari. Žari. Ampak ne električen žar, ne? Žar, oglje. A ti imaš jajca? Ne, tudi električen, zakaj ne? Ne, nimam jajca, imam enega mamunga Webra na oglje. Ja. Imam pa še enega plinskega, ki ima pa zraven, kaj je že tisti, nek ful močen gorilnik, ki nažge na 700 stopinj. Ja. In če imaš ti dober steak, low battery. Ok, če imaš ti dober steak, ga samo blizneš na unih 700 stopinj. Narediš skorico gor, narediš skorico dol, v sredini, a veš, mora biti tak, ne. Medium rare in to je to. To je to, veš, kakšna skorica. Stari, kako smo pa zdaj najdel tebe pa žare, stari. Ej, dej folk, če mag, dej to bomo, Dej pust. Daj imaš pa rojsten dan, jaz meri pozabim. 6. januar. Fuck. Ajme, no. Ej, zdaj ka piska, to pomeni, da moramo nekaj. Dejva končati. Ej, kva? Ne sedlih te prav cajt. Ja. Še enkrat zahvala vsem za poslušanje, za ocene, pa Petrolu seveda še enkrat hvala za sponzorstvo. Ja. Se strinjaš? Absolutno se strinjam, folk, hvala vsem. To je to. Naslednjič pa nič ne obljuba, ne? Mogoče kakšen gost, mogoče ne, se vse. Imamo si še veliko zapovedati. Se gre dobro tudi samo. Ja. Jure se zdaj sam za glavo drži. Ajme, mene. Jure, pozdrav. Ej, lepo se majte, folk. Ajde, čau. Kaj bo to? Baterija je rekla. Stari baterija je rekla. Dost bo za danes. Ej, žari, stari. Kaj pa to, kaj mi je zapliskal? Ja, sam res. Nekaj, to je ena taka stvar za tebe, ta prava. Pizda. A veš, zakaj so maj govorim? A veš, da sem najprej pomislil, pomislil sem tako, ker sem je ful dobro vprašanje, ker sem pomislil, fuck, avte ne moram reči, ker ne moram biti ambasador za avte, ker to se ne spodob. Ja. Kaj še rad delam? Pa sem pomislil na potovanja, rekel, ne moram se najti zdaj, veš. Jaz sem mogoče s kompasom nekaj delal, veš. A veš, po Rusiji so se oglasile, pa še druge agencije. A veš, potovanja, naslednja stvar je pa že hrana. Ej, jaz ne vem, če ta firma še obstaja, ampak ti veš, da kaj na Brnčičevi dela en model žar. Kralj žar. Ne, ta zraven Jure tam naš. Ne kralj žara. Ne, a je tam Jure v Šiški, nulito stroje kralj žara. En model, jaz vem, da je to že stara zgodba, verjetno še dela, stari. Isto glinene zadeve, huge majhne, ja. Ne, ampak jaz sem ta žar, ki sem ga vzel, Napoleon, oni so tudi na Instagramu, sem videl in... Jaz sem od doma Napoleon, sam na štrom. Niti enkrat nisem tegel. Mislim na štrom. Niti enkrat nisem tegel, ampak me vedno polajkajo vse. Stari, let's hope for the best. Vstar. Preveč sem metulčka plav. A ta še dela. Stari, kako dobro, da si.